Je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge. Misel angleškega književnika Lewisa Carrolla, ki spremlja eno od najlepših predprazničnih akcij pri nas, pismo za lepši dan. Mreža prostovoljcev velike evropske družine Young Caritas nas je v preteklih tednih pozivala, da se spomnimo starejših in osamljenih z ročno napisanim pismom. V akciji so letos skupaj zbrali več kot 7500 pisem, ki jih v teh dneh dostavljajo po domovih za starejše. Denis Malačič je z mladimi prostovoljci Caritasa obiskal center starejših Horjul in tam doživel prav preširno predpraznično vzdušje. Poglejmo. Center starejših občanov Horjul danes po kosilu, od harmonike do petja. In dobra volja se je do prihoda prostovoljcev mlade Caritas le še stopnjevala. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, pa iz slovenske Caritas. In vam danes prinesla pisma za lepši dan, pred prazniki. Lepo. Evo, gospa, izvolite. Razdeljevanje pisem, odpiranje kuvert in prebiranje izbranih besed pošiljateljev, ki so se odločili polepšati praznike naključnim starejšim. Veliko veselje mi je, da je to pismo prispelo do vas. Upam, da vam prinese ravno toliko ali pa še več dobre volje, kot jo je meni ob pisanju. Predstavljam vam moj dan delovni v vrtcu, tako da je vsak moj dan razigran. Prazniki so pred nami, spoznajmo zgodbe in ne bodimo sami. Upam tudi, da ste uspeli ujeti kakšno snežinko in da vas ne zebe preveč. Nisem zmrzana, nisem vroča. Od smeha in dobre volje do dobre družbe in novoletnih želja. Samo zdravje. Pa kakšni penezi. A ja, penezi tudi? Penezi kakšni. Sem mislil, da bo takole rekli, kakšna fajn družba. Ja, tudi kakšni mladi, mislim, bi se preslonil kaj za toliko stara, ne? Vi pa skrbite za harmonko, za dobro družbo. Ja, za dobro družbo, pa za veselje. V letošnji akciji Pisma za lepši dan so pri Young Caritas mladi Caritas zbrali 7567 pisem. Ravno danes je še prišlo še eno izmed zadnjih pisanj iz Velike Britanije. Prejeli smo pa tudi pisma iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Francije, Švedske, potem Velike Britanije, Srbije in Hrvaške. Ko poslano pismo prispe do prejemnika, ga ta odpre in prebere, se zgodi nekaj lepega, čemur z veseljem prisostvujejo tako prostovoljci mlade Caritas kot zaposleni v centru starejših. Naši stanovalci so teh pisem zelo veseli, kajti prihaja praznični čas, ki za mnoge od njih pomeni čas brez obiskov, čas brez svojcev in potem jim pismo neznanca zelo polepša dan. To prav danes, vidite, da imam solzne oči. Ne jokati zelo. Da, male pozornosti so tiste, ki zares. To je to, ko te ločijo od družine, ne? In potem sem za praznike, za kakšen vikend, pa tako z njimi. Pa so že tako obremenjeni s to službo, se veste, ne? Pa dobiste kakšen ljubček, ne? Ja. To pa lahko, jaz sem se jih zelo bravim, tele, teh ljubčkov. Kljub temu, da drug drugega ne poznamo in da ne vemo, kaj vse je nekdo prestal, je na mestu, da smo prijazni in da si privoščimo le najlepše. Želimo vam srečno, zdravo in razigrano leto. Razigrano? Kaj smo rekli? Se morate več igrati? Igrati plesati. Ja. Veselico narediti, kar danes. Moramo biti vsak dan veseli, pa en drugega imeti radi, pa spoštovati. Kako ste to lepo povedali? Ne le v teh dneh, Kristinina misel naj vas spremlja vse leto. Ne le v prihodnem, temveč tudi v vseh, ki bodo sledila. Kako najti življenjskega